Hola, evo, danes video na temo, ful pomembne teme, odpustitev. Kaj pomeni odpustiti? Upam, da bo video kratek. Odpustiti. Kaj zares to pomeni in kako izgleda v realnosti? Torej, jaz sem dostikrat v lifeu slišal, da odpustiti pomeni, da človeku ali pa samemu sebi rečeš odpuščam ti ali pa odpuščam si. Da če izrečeš te besede, da si odpustil nekomu oziroma sebi in da je to vse, kar moraš narediti. To je neko prepričanje, generalno prepričanje v naši družbi, v našem svetu, kao odpuščam ti in je kao rešeno. Ali pa odpuščam si in je kao rešeno. Ne? Ampak to ni res. Dlje od resnice ne bi mogli biti. To govorijo ljudje, ki so zelo močno navezani, identificirani z svojim umom in operirajo samo skozi svoj oziroma pretežno iz svojega uma. In ker v energiji nimajo integracije in zato niso v harmoniji, ne vidijo slike v resnici, ne vidijo cele slike, ne vidijo zares niti rezultatov in posledic tega, kar delajo v življenju. To so taki bolj slepi ljudje, ampak teh je ogromno na svetu. Izreči besede, odpustitev, ne naredi nič. Zares ne naredi nič. In ful mi je čudno, ker dostikrat tudi ljudje, ko to rečejo, v lifeu nimajo zares nobene spremembe v življenju, ampak se vseeno kar nekako zadovoljijo s tem. Zdaj jaz bi rad povedal, kako odpustitev zares izgleda. Kaj odpustitev pomeni? Odpustiti pomeni pustiti za sabo. Odpustiti sebi in drugim pomeni pustiti za sabo. Kaj moramo pustiti za sabo? Dele sebe, ki jih v preteklosti nismo živeli, zato ker nas je bilo strah zaradi travme, jih nismo živeli in smo jih potlačili in jih še zmeri držimo v sebi in s tem gojimo v sebi in proti drugim. In torej pustiti te dele za sabo pomeni odpustiti zares, ne samo skozi glavo, kot sem prej omenjal, ampak v celi svoji individualni izkušnji, torej iz energetskega stanja. Odpustitev pomeni pustiti za sabo vse stvari, ki niso bile izživete, ne samo neizrečene stvari, ampak neživete, vse, kar je del naše individualne izkušnje. Samo naš je del naše izkušnje, ampak v naši izkušnji ni samo naš V naši izkušnji so tudi čustva, telo, kakršnekoli počutja, stanja, imaginacija. In vse, kar so te individualni izkušnji, dogaja znotraj nas in zunaj nas. To je naše energetsko stanje. In torej, karkoli od tega ni bilo izraženo, ni bilo živeto, je ostalo potlačeno v nas. Ker skozi našo individualno izkušnjo nas Bog usmerja in nam govori, kaj mora biti živeto. In tisto, kar ni živeto, tisto, kar je najmočneje v tebi in se ni izrazilo, ker te je zavedno ali nezavedno bilo strah tega, ta potlačena energija, ki se delno izraža skozi ampak se izraža skozi celo našo individualno izkušnjo, skozi telo, skozi naše čustva in kakršenkoli izraz človeka, vse, kar ni bilo izživeto, je ostalo potlačeno. In zdaj vsa ta potlačena energija je naša disociacija in torej dobesedno si v borbi sam s sabo. Gojiš zavedno ali nezavedno zamero do samega sebe in če si ta, kakršen si sam, si do drugih, gojiš zamero do drugih. To je mehanizem. Zdaj pa kako to odpustiti? To lahko odpustimo samo skozi integracijo življenja. Ti ne moreš odpustiti
tako da rečeš odpuščam ti, to nič ne pomeni. To so prazne besede. Tu ni nobene moči. Odpustiti pomeni odpustiti energijo. Odpustitev se zgodi samo, ko odpustimo vso energijo, ki ni bila izživeta, takrat, ko bi mogla biti izživeta. Ko jo odpustimo za sabo, ko jo živimo, takrat je v energiji in ne samo v glavi, v prepričanjih, takrat je v energiji zadeva odpuščena. Takrat si laži dobesedno in življenje se ti spremeni samo od sebe, ker si spremenil svoje energetsko stanje. To je to. Odpustitev se nikoli ne bo zgodila skozi glavo. Ljudje, ki si to namišljajo, nimajo pojma, kaj govorijo. Odpustitev se lahko zgodi samo, če pustimo za sabo dele, ki jih nosimo sabo in bi mogli biti v preteklosti izživeti in niso bili. Šele ko si jih dovolimo, in to je lahko naredimo samo vsak trenutek in vsak trenutek od tu naprej, lahko začnemo puščati preteklost za sabo. Vsa moč je v vsakem trenutku. V vsakem trenutku lahko pustimo preteklost za sabo, tako da si dovolimo prečutiti oziroma izraziti, izreči na kakršenkoli način naša človeška izkušnja zahteva, da mi izrazimo. Takrat, kadar življenje v nas vzpostavi trigger, ko situacije v našem življenju vzpostavijo trigger v nas, kadar si takrat trigger dovolimo in se ne upiramo, ker kaj pomeni trigger? Trigger pomeni nekaj se v meni prebuja in jaz se temu upiram. To je trigger. Če se temu, kar se v meni prebuja, kadar me življenje trigira, situacije trigira, kadar si to dovolim in se temu ne upiram, takrat trigger spremeniš, transformiraš nam iz disociacije v povezovanje. V povezovanje znotraj sebe, v povezovanje zunaj sebe. In to je odpustitev. To je odpustitev v polnem pomenu besede, kjer imaš dobesedno trajnostni rezultat. Kjer dobesedno nalagaš samemu sebi, energijo si nalagaš, gradiš zapuščino. To je graditev zapuščine. Samo skozi integracijo samega sebe, delov sebe, ki jih ne živiš, lahko zares odpustiš, ne na nivoju uma, ki itak ni naša avtoriteta, ampak na nivoju energije. To je edini način, kako lahko odpustiš stvari za sabo. In zares odpustiš, tako kot beseda pravi. Ne, da si nekaj nalagaš v glavi in v resnici nimaš nobenega rezultata. To je edini način. Zato zmeraj pravim, da v življenju ni nobene metode, življenje je samo sebi namen. Življenje je istočasno kurativa in preventiva. Če se ne upiraš življenju, boš cel cajt zdrav, te bo zdravilo. Bo pozdravilo te bo, kurativa bo in istočasno bo preventiva, da se ti slabe stvari ne morejo dogajati. Ker če živiš vse dele sebe, živiš harmonijo. Konec, pika. To je to. To je realnost, ki upam, da jo bojo terapeuti, psihologi, psihoterapeuti in vsi ljudje, ki se grejo stroko, ki se delajo, da vejo, v resnici ne vejo dosti. Da bi se končno naučili in začeli ljudi usmerjati v pravo smer, kaj zares odpustitev pomeni. Odpustitev je nekaj, spet, kar si prislužiš z delom, z predajo življenju. To ni nekaj, kar se zdaj odločiš in je. Odpustitev si prislužiš, moraš delo narediti. Ampak delo se zgodi samo od sebe, ko se nehaš upirati stvarem, katerih te je strah. In to je to. Nehaj se upirati, dovoli, da se triggerji izrazijo, da se transformirajo v življenje. In tu se zgodi odpustitev. To pomeni odpustiti. V polnem pomenu besede. See ya and good night.